Kje imajo najboljše krofe v Sloveniji? Ja, na Ptuju. Krof tujskih pekarn in slaščičarn. Najboljši. Tu naprej, tujske pekarne. Času pusta se stvarjajo 24 ur. Po noči, ja, čez dan, cel čas. Za celodnevno smo začeli prejšnji teden po prazniku, takoj po 8. februarju. Drugače je pa proizvodnja povečana že od svečnice naprej. Pričakujemo okrog 500 000 krofov, da bomo naredili. Za 500 000 krofov se približno uporabi 100 000 jajc, 10 ton marmelade, potem 30 ton bo šlo moke, bele, okrog 4 tone gre pa sladkorja. Na dan zdaj jih naredimo približno 40 000 vsaki dan, maksimalno imamo 60 000. 60 pa pride ponavadi v petek pa do torka. To je točno, na pustni torek je največja količina. Imamo še vanilijeve, imamo vroče krofe. A tiste s čilijem? S čilijem, ja. Ja. Naš tujski krof je pa prav krof z marelično marmelado. Tako se pa pol pripravijo za voznike, ne, že. Krofi, ne, in pol pride kar voznik ob 4 zjutraj, se naloži na avtomobil kar s paletami. To je v tem času pusta, res. Imajo vsi 2 ali pa 3 vožnje celo, tudi tisti, ki so bolj oddaljeni. Letos smo šli na minimalno podražitev, nekaj je bilo potrebno, ker se je energija zelo podražila, ampak smo kar probali biti, da ne bi se tako fejst podražilo kot pri ostalih sestavinah. Največ se pa seveda podražili so jajca, pa seveda elektrika. Mi ga tu prodajamo po evro. Lani smo imeli 90, 10 centov smo šli v bistvu gor. Zdaj smo pa še nekaj naokrog, ker se vedno iskal pol drobiš, kaj moraš vrniti. Tako da 1 evro pa zdaj, se mi zdi, da je kar primerna cena. Umiri se še v sredo, ponavadi na pepelnično sredo še kar dosti sprašujejo, pol pa se res zmanjša, pa da se še mi malo odpočinemo. Najboljše krofe imajo na Ptuju, kadar je pust, drugače pa na Trojanah. Na Trojanah, ne. To je bilo skozi. Kje v Sloveniji so najboljši krofi? Očitno, da so tukaj, no. Koliko jih spečete na dan? Med pustnim časom tam nekje od okrog 7 do 10 000 dnevno, kadar pa ni pust, pa tam nekje med 5 in 7 000. Pust računamo nekje 10 dni oziroma od srede ali debelega četrtka naprej pa do pustnega torka. Takrat v tem času smo do sedaj spekli okrog 100 000 krofov. Zdaj, kaj bo pa letos, ker letos je pa povpraševanje veliko večje, tako da niti še ne vemo, o kakšnih številkah govorimo. Najbolj priljubljen je seveda mareličen krof, tradicionalen, drugače mu takoj sledi borovničev krof in čokoladni z vaniljevo kremo. Zdaj imamo pa še 4. okus, ta je pa polnjen z čokolado. Borovničevo marmelado sam pri nas tako dobite. Je z našo recepturo zaščitena, tako da je posebna, ja. So že sprašvali, ki jo lahko kupijo, ampak dejansko je sam v našem krofu. Kaj pa gre v bistvu vaše krofe? Čisto osnovne sestavine, take, kakor jih doma pripravljate. Moka, kvas, rumenjaki, sladkor, vaniljev sladkor, kakšna aroma zraven, limona in tako naprej. In kakšna skrivnost še zraven. Mareličen borovničev krof sta €60, čokoladni in vaniljev sta po €70. Zdaj, tak krof, ki je bil na Trojanah prvotno ustvarjen leta 61, tega se držimo, no. Držimo se nekako te gramature. Včeraj sem šla domov čez parkirišče in tih 2 moška sta se pogovarjala, ne, tista moška debata. Pa kaj tem našim babam, da na Trojane hodijo po krofe, ne? Piše, kaj ni lažje iti v trgovino pa ga kupiti, ne? Pa je rekel ta drug, hej, kje boš po trgovini tukaj krof dobil za tako ceno, ne? Je rekel, pa še tak je, ne? Je rekel, drugačen je v tistih v trgovini, ne? Dejansko je ena taka zadeva, ki je odstopanje v tistih industrijskih zadev, ne? Čeprav velikokrat nam gostje pravijo čisto industrijski rad ali pa tako, ampak jaz bom rekla, industrija je, če res ni nobenega človeškega faktorja, ne? Ampak le pa dejansko res ženske dajejo, res z otipom probujemo testo, oblikujemo ga z same oziroma celo fazo v bistvu je človek zraven.
In v tej fazi ne moreš reči, da je to industrijsko. Ne? Kje imajo najboljše krofe v Sloveniji? Rašica, Črnuče. 100%. Pa tukaj, Tukaj iz Ljubljane. Prvič vidim to, nisem še probal. kaj pa Trojane? Majo v redu, sam so malo precenjeni, so Črnuče boljše. Ja, tle gor imajo ene. Zdaj ste me pa najdel, ne? To je pa taka razlika. Niso teli klele, tudi na Trojanah ne. A veste, kdaj so bili najboljši? Pa letos nisem probala. V kliničnem centru.